na hitro se predstavim, sem Mateja iz Centra Possible in kot že veste, moja misija je, da vam v bistvu pri vsakdanjih izzivih, s katerimi se srečujete, pomagam. Izzivih v pomenu besede, ali so to bolečinski, ali so to kakšne vizualne zadeve, ali pa konec koncev tudi preventiva. Največ, kot že veste, govorim o sami kurativi, tako kot smo v prejšnji teden, tisti, ko ste v mojem brezplačnem adventnem koledarju, veste, da smo zelo veliko govorili o samih bolečinah, torej bolečinah v določenih delih telesa. Prejšnji teden smo imeli recimo bolečine v kolenu, ta teden imamo bolj preventivne tematike za tekače in pa pohodnike, drug teden imamo glavobole, pol pa ta zadnji teden v decembru imamo pa že same bolečine v križu. Tako da veliko se dogaja in danes nas čaka razbijanje, bom rekla, enega zanimivega mita. Mita, ki ga zelo pogosto slišim, torej, če se raztezam, ne potrebujem masaže. Ja, bom rekla, da je to ena izmed stvari, ki sem jo res zelo pogosto slišala. Zdaj, če današnje tematike bomo tudi malenkost bolj navezali na same tekače in pohodnike, torej s poudarkom na spodnjem delu telesa, na nogah torej in na stopalih seveda. In na tem mestu bi že rada omenila, da to ni čist povsem res. Zato, ker ena in druga stvar ima neke učinke. Zdaj pa bomo si danes pogledali, kakšne učinke ima raztezanje, kakšne oblike raztezanja poznamo, kdaj kaj raztezati, še posebej recimo pri teku, pri pohodništvu, prej, potem, kaj delati, kako izboljšati gibljivost in pa potem masaže. Kakšen vpliv naredi pa masaža na naša tkiva in pa zakaj bi v bistvu se sploh mogli masirati. In ja, prvo vprašanje že imam za vas. Kakšen je občutek po raztezanju in pa kakšen je občutek po dobri masaži? A sta občutka enaka ali sta občutka različna? Ful bom vesela, če boste komentirali, da napišete svoj komentar, a sta občutka enaka ali sta različna. Ta čas pa tudi sama povem, da prej kot profesionalna športnica smo vedno delali oboje, oziroma vse troje, bom rekla, in samo masažo, in masažo, in absolutno raztezanje. Kar pomeni, da za mene osebno raztezanje in masaža nista imela enakega učinka. Nikoli. Zato, ker raztezanje mi je dalo en občutek, torej podaljšanje tkiv, mogoče kako začasno sprostitev, če me je kaj zategovalo, mi je začasno popustil, ampak je pa res, da ta občutek mogoče ni trajal tako dolgo, kot bi si recimo sama želela. Ali pa tik po treningu mi je dal zelo dober občutek. Tisti kratki raztegi, minimalni, ko so, mi je dal fine feeling, da recimo, ko sem se raztegnila. Masaža, je res, da ko je bila to konkretna masaža, je tik po masaži se človek počuti polomljeno, ampak istočasno se pa počutiš, najlažje rečem, kot da odložiš en nahrbtnik. Ali iz ram, ali iz nog. Noge so lahkotnejše, v primeru pohodništva, teka, in pa če delamo na zgornjem delu, na ramenih in pa vrata, je pa dejstvo, da je tisti predel veliko lažji. In tudi največ strank, ko imam, mi rečejo, da se počutijo lažje. Tako da, to je tisti nek cilj, konec koncev potem masaže. Zdaj bomo pa mi zaplavali malo globlje v to tematiko. Da vidim, kaj ste vi napisali, različen. Se strinjam, Alja. Tudi jaz osebno imam različen občutek po raztezanju in pa po dobri masaži. Ok, hvala za odgovor. Gremo naprej. Če gremo na samo tisto teorijo v praktični obliki, ker rada stvari bolj konkretno razložim, katere oblike raztezanja poznamo in katero kdaj uporabiti. Zdaj tule naprej v tem stavku imate opisane 3 oblike raztezanja. Statično, dinamično pa PNF. Zdaj, če damo vso to neko teorijo malo bolj konkretno v prakso, v tek pa v pohodništvo. Zdaj, po raziskavah, govorim tudi vse skupaj po raziskavah in po sprobanih zadevah, se najbolj splača pred treningom delati dinamične raztezne. Zdaj, če gremo konkretneje v to, kaj pa so ti dinamični raztezni. Pri dinamičnih razteznih je dejstvo, da gremo neko dinamično gibanje izvajamo. Recimo,
Slišali ste že zagotovo za mobilnost, za vaje za mobilnost in te vaje so ponavadi, greste z enega ekstremnega položaja v nek drug ekstremen položaj. Zdaj, kratki statični raztegi pri hoji, tako tudi pri hoji, torej med hojo, da delamo določene, v bistvu med drugim tudi statične raztege, ja, ampak ker jih delamo med hojo, to imenujemo tudi med drugim dinamično raztezanje, ker jo delamo v nekem gibanju, konec koncev. Recimo, če govorimo o teku, ali pa pri pohodništvu, bi recimo iz stranskih izpadnih korakov, torej ko smo na eno stran nagnjeni, bi lahko recimo se prijeli za kolena ali pa če hočemo več na moči narediti, prenesli težo na drugo nogo in prenašamo na tak način težo iz ene noge na drugo nogo. In s tem delamo istočasno raztezne, torej za tele mišice, ko noge dajo skupaj, to so na notranji strani stegen, pa v bistvu delate vajo, na tak način že ogrevate telo na tek, konec koncev na pohodništvo. Zdaj, če se malo osredotočimo, kako bi recimo lahko raztezali za tek, za pohodništvo stopala. Stopala bi stopili recimo na neko stopničko, torej ko stojimo na stopničko, bi se dvignili na prste in spustili dol in s petami navzdol. In v tem primeru bi raztegnili meča, bi se dvignili navzgor, bi meča aktivirali, pa spustili dol in gor in dol in gor. In na tak način bi delali v bistvu oboje. In raztegovali in krepili, pa še ogrevali, v bistvu 3 stvari hkrati naredimo. Ali pa med hojo, ko je bilo omenjeno kratki statični raztegi po hoji, to bi recimo, če bi bilo med hojo, da bi začeli hoditi in bi med hojo rekli, okej, zdaj bomo pa malenkost daljše korake naredili. Ali pa vidimo neko skalo in bomo rekli, zdaj bomo pa, ne vem, 10-krat stopili na to skalo. Kar pomeni, da stopimo na skalo, pač ker je malo višja skala, lahko na tak način tudi razteg izvedemo in pol se spnemo na to skalo, kar pomeni, da aktiviramo mišice na stegnih. Na zadnjici, na stegnih, na mečih, v bistvu se cela linija vseh teh mišic aktivira. In s tem, ko stopimo nazaj navzdol, delamo še ekscentriko konec koncev in potem druga noga lahko enako naredi. In na tak način malo po malo ogrejemo noge, konec koncev na neko hojo ali pa neki tek. Tako da iz tega vidika vam res toplo priporočam, da pred treningi delate čim bolj neke stvari dinamično, še posebej, če niste ogreti. Zdaj, eni kot dinamično raztezanje imenujejo tudi nihanje, oziroma nihanje spada tudi pod dinamično. Zdaj, kaj pa je nihanje? Pri športniki največkrat to uporabljajo, ampak za nihanje je kar velik pogoj, da smo ogreti. Recimo, da se gremo na 10 minut teka, da dvignemo telesno temperaturo, da se ogrejemo, ali pa, ne vem, ko začnemo hoditi, ko se malo ogrejemo, ko čutimo, da se nam je utrip pospešil, da mogoče se malenkost začnemo znojiti, malenkost, kot pravim, in potem delamo nihanja. Kar pomeni, se primemo neke zadeve in z nogo nihamo tako levo, desno, ali pa z nogo nihamo naprej in nazaj v neke ekstremne gibe. Zdaj, tule bi naredila en klicaj, da če tega niste nikoli počeli, ne rabite tega početi. Čisto iskreno, ker če vaše telo ni na to pripravljeno, se lahko res poškodujete s takim nihanjem. Zaradi tega, ker tole nihanje v bistvu povzroča neke maksimalne v bistvu raztege mišic, en ekstrem in v drug ekstrem in v en ekstrem in v drug ekstrem. In če vaše telo ni na to navajeno, se vam lahko tudi aktivira en refleks, ko mu pravimo mišično vreteno, ki zaznava povečano raztezanje mišice. In ko smo mi v maksimalnem raztegu, lahko tudi ta receptor v bistvu reagira na način, da mišico zakrči. Zato, ker je v nekem ekstremnem položaju, se telo straši, mišica se je poškodovala in ta refleks oziroma ta receptor to zazna in zakrči mišico in je konec z vašim tekom ali pa z vašim pohodom. Zato, ker ponavadi takrat začnejo kaki krči stiskati ali začne mišica pač padati, tisti povečan tonus in je tudi boleča, ali pa celo imate občutek, kot da vam želi mišico utrgati. Tak čist nenormalen in zelo neprijeten občutek je. Tako da tudi dinamično oziroma to nihanje priporočam samo nekomu, ko se res redno ukvarja s športom, ali pa profesionalnim športnikom, ko je pač to nekaj, kaj je na dnevni bazi, ko je telo tudi za to pripravljeno. Tako da pred miganjem dinamično raztezanje. Pa tu bi še mogoče omenila, pred miganjem veliko ljudi, tudi sama prej v profesionalnem športu sem se valčkala,
zato da sem pospešila cirkulacijo, da sem ogrela, raztegnila tudi miofascialno tista tkiva. Tako da, če imate opcijo valčkanja, nekje noter ponavadi, vam tudi to priporočam. Valčkate tkiva, ki veste, da bodo najbolj aktivna med tekom, recimo, torej noge so ponavadi najbolj, ali pa pri pohodništvu. Okej, potem imamo tisti šport, s katerim se ukvarjamo, pol pa nas zanima, kaj pa delati po športu, kaj pa, ko zaključimo z neko aktivnostjo, recimo, da smo res naredili dober trening ali pa smo bili po dolgem času v hribih ali pa smo šli na neki tak vrh, ki je res od nas zahteval res maksimalno pripravljenost, da smo dol iz tega hriba, recimo, da smo res prišli zmatrani, še posebej po hoji navzdol ponavadi. Zdaj, v takih primerih je pa absolutno po vseh raziskavah dokazano najbolj učinkovita masaža ali pa valčkanje, da se tik po taki hoji, taki aktivnosti povalčkate, to so tisti masažni valji. V sredo bomo imeli tudi praktično samomasažo za tekače in pohodnike, tako da vam toplo svetujem, da ste zraven in da si pripravite pripomočke, boste zjutraj po e-mailu tudi dobili, kaj vse v bistvu potrebujete. Ne rabite imeti vsega, samo par stvari, toliko, da lahko vse delate zraven, ker kot veste, stvari si lažje zapomnimo, če jih praktično izvajamo zraven. Tako da ja. Okej, po takih aktivnostih smo rekli valčkanje in pa kratki statični raztegi. Kaj pomeni beseda kratki? Kratki pomeni kratek razteg za tiste mišice, ki so bile med aktivnostjo najbolj aktivne. Zdaj, hoja, tek so to ponavadi mečne mišice, pa stegna ponavadi, sprednje stegenske mišice. Včasih za koga tudi okrog medenice, torej okrog kolkov, vse tiste mišice. In da naredite kratke raztege, 3, maksimalno 5 sekund raztega, do meje prijetnosti. Čez to mejo ne gremo. Rabimo začutiti razteg, 1, 2, 3, popustimo. Razteg, 1, 2, 3, popustimo. Pa 3-krat do 5-krat to ponovimo. Za vsako tisto mišico, v kateri recimo čutimo, da bo drug dan muscle fiber. In je tudi učinkovita metoda, da tisti tonus malenkost zmanjšamo, tonus, to je tista napetost mišice, ko se pojavi po nekem športanju, ko ima mišica tako ful lepo obliko, pa na otip, ko je ne aktiviramo, mišica je taka zelo trda, to želimo zbijati. Ker zaradi tega pride pogosto do poškodb ali pa do preobremenitve in ja, želimo, da je naša mišica vedno v normalnem tonusu, ko je sproščena, da je taka mehka na otip in pa ko jo aktiviramo, pa mora biti logično čvrsta. Okej. Zdaj pa tule med temi raztegi imamo eno čudo, torej tretjo stvar sem napisala neki PNF. Zdaj pa kaj je pa PNF? Zdaj PNF sem omenila, zdaj to pomeni proprioceptivna nevromuskularna facilitacija. Zdaj, kaj to pomeni? To je izraz, ki se največkrat uporablja v fizioterapiji ali pa recimo kake športnice, kjer zahtevajo od njih veliko gibljivosti ali pa pri plezanju, če kako recimo kak vogal plezate in imate na eni strani pa na drugi strani nogo in ste na pol v špagi, ali pa konec koncev tudi v stranskem koraku. Ali pa recimo tudi pri teku, konec koncev je izjemnega pomena, da smo dovolj gibljivi, ali pa v hribih, ko hodite po skalah, ko je pač res treba visoko stopiti, je tudi izjemnega pomena, da ste dovolj gibljivi, ker je stvari lažje delati takrat. Zdaj pa ena odlična stvar pri PNF tehniki pa je to, da mi v tej tehniki ne samo, da raztegnemo tkiva, jih tudi krepimo, delamo na mišični moči. Kar pomeni, zdaj na podlagi, kaj najlažje razložiti? Ja, na podlagi špage, dajmo si predstavljati žensko špago, zelo mali procent ljudi naredi žensko špago in to zdaj govorim zato, ker to največkrat delam PNF takrat, pa zelo učinkovit. Torej, ko gremo žensko špago, vsak pride do neke udobne meje in čez tisto mejo pač se enostavno vstavi. Ne gre nižje od tega in tam se konča. Zadržimo ta razteg, roke imamo ponavadi na tleh ali pa na podlagi malenkost višje, toliko, da nam je udobno. In potem je naš namen, da mišice, ko smo jih zdaj raztegovali, recimo smo šteli do 10 in zdaj bomo šteli ponovno do 10, ampak bomo noge potiskali skupaj, ampak medtem se ne bomo premikali. Temu pravimo, da delamo v bistvu izometrično kontrakcijo, torej da maksimalno stiskamo noge skupaj, ampak ne pride do gibanja, čutite pa, da mišice so aktivne.
In ko to izvajate, štejete do 10, držite, koliko gre držati in potem mišice sprostite. In bo ta razteg, ne hecam se, tisti hip, ko ste to naredili, boste videli, da boste za kak centimeter ali pa 2 šli še dodatno v razteg. Toliko se pozna razlika. Zato, ker deluje na podlagi v bistvu živčnih končičev, mogoče imam napačen izraz, ampak deluje na podlagi v bistvu aktivacije naših proprioceptorjev, pa na podlagi v bistvu tisto mišično vreteno, ko sem vam že prej govorila, pa tudi drugih refleksov znotraj naših tetiv, ki se aktivirajo in potem dodatno sprostijo tkivo, zato ker vidijo, okej, varno je v tem tkivu, v redu je razteg, okej, lahko se umirim, lahko raztegnem. In kot sem omenila, tak razteg je odlična stvar za tiste dni, ko nimate treninga, da se recimo 10 minut se preogrejete, da se dvigne telesna temperatura in na tak način pridobivate na gibljivosti. Zdaj to omenjam, zakaj? Ženske ponavadi nimamo toliko težav z gibljivostjo, imamo pa težave z mišično močjo, ker vsaka od nas ima željo zadržati špago. Tisti, ko plezate, veste, da ko ste enkrat na steni in ko imate eno nogo tu, eno nogo tu, pač če bi šli še bolj špago, več fizično ne bi mogli zadržati špage. In konec konca je to tudi želja, da vi ste v tistem maksimalnem položaju lahko močni. In to je ta čar PNP-ja, da delate tudi tole zraven. Pri moških bom pa rekla, da je čar to, da sploh dobite na gibljivosti. Več vem, da večina moških ima težave, o ženski špagi sploh ne bom govorila, ker je velika večina sploh ne naredi, ali pa predklon. Pri moških je izjemnega pomena oziroma izjemen problem, bom rekla, predklon z ravno hrbtenico, da greste navzdol zaradi tega, ker vam celo linijo po nogi zadaj na polno zateguje. In taki raztegi so za vas number one raztegi. Tako da to vam toplo svetujem iz vidika, ko boste naslednjič delali recimo raztezne vaje. Pa mobilnost delati. Jaz ne vem, za take stvari res toplo priporočam, da delate raztezanje v tej smeri, no. Pa res je učinkovito. Pa delati vse v svojih mejah. Okej, zdaj sem vam povedala nekaj ful verjetno novih stvari, vesela bom vašega odziva, če vam sploh karkoli od tega prav pride, ampak se mi je zdelo fajn, da malo govorimo tudi o raztezanju. Zato ker za zdravje našega telesa ni samo masaža, ni samo gibanje, ampak je celota enih aktivnosti, celota enih stvari, ki je fajn, da jim namenimo tudi dovolj časa, dovolj pozornosti. Tako da bom vesela vaših odzivov, da vidim, koliko vam pridejo te informacije v poštev. Evo, zdaj pa nas čaka naprej. Pozitivni učinki raztezanja. Zdaj, tekom tega, kaj sem vam povedala, kdaj katero obliko uporabljati, mislim, da že vsi prišli do dejstva, da je raztezanje dejstvo, da je nujno pomembno, nujno potrebno. Pozitivno vpliva tako na povečano fleksibilnost, na ROM, range of motion, torej tudi sklepna gibljivost se s tem podaljšuje, povečuje pri tistih, ki seveda nimajo normalne sklepne gibljivosti, poveča se recimo mišična elastičnost posledično, potem podaljšajo se mišična vlakna, cirkulacija se pospeši, potem vsi vemo, da ko se raztegujemo, so določena mišična tkiva bolj prožna, pa tudi tako, kot sem vam že prej govorila, za ta PNF je tudi pomembno, da s tem preprečujemo poškodbe, ker so tkiva bolj gibljiva in posledično, zdaj si izmišljujem, ampak recimo, da mi pademo, da nam zdrsne na podlagi in gremo v moško špago. Ampak ponavadi ali pademo na rit, ali pa nam grejo noge vsaka na svojo stran. In če smo mi dovolj gibljivi in dovolj močni, si nič ne naredimo. Ampak če je naša gibljivost izjemno, torej omejena, je pa dejstvo, da pride veliko prej do same poškodbe. Tako da ja, zato preventiva pred poškodbami. Plus, ko delamo kake maksimalne gibe izven naših mej udobja, izven naših mej v kakih športih, tisti, ko tečete, ko greste v kake šprinte, veste, da če niste dovolj gibljivi, vas med šprintom vse špona. In to ni normalno. Šprint mora biti lahkoten, šprint rabi biti enostaven, da noge obrnemo, tako smo ponavadi rekli, da se pač noge zavrtijo. In tu ne sme biti napetosti, to rabi iti samo od sebe. V hribolazenju, v hribih, ko mi hodimo po hribu gor, po hribu dol,
tu ne sme biti omejitev. Ko so omejitve, vemo, da je nekje že skoraj malo povečana napetost ali pa mogoče kako tkivo ni bilo dovolj pripravljeno na tisti vzpon, ki smo se ga lotili. Tako da, toliko za občutek o pozitivnih učinkih raztezanja. Zdaj pa na tem mestu se sprašujete, ok, če ima raztezanje toliko pozitivnih učinkov, zakaj bi se sploh mogli ukvarjati z masažo pol? Saj z raztezanjem realno že dobival vse, ali? In na tem mestu se bomo pa dotaknili tega, kar pa nam raztezanje recimo ne more dati, ampak nam lahko da pa masaža. Torej, in samomasažne tehnike in masažne tehnike. Zdaj, če se nam raztezanje ne da globokega tkivnega sproščanja, kaj zdaj to pomeni? Zdaj, če smo mi danes naredili trening in smo po treningu se zvalčkali, raztegnili, to je tisto plitka zategnjenost, to ni globoko tkivno sproščanje, to je tisto površinsko sproščanje tkiva, ki smo ga potem naredili. Ampak ker ljudje imamo navado, da sedimo zelo dolgo na eni poziciji, po par ur na dan, pol imamo navado, da gremo v hribe, par dni zapored, pa nič ne naredimo na razteznih, pa nič ne sprostimo mišic in se to nalaga, pa se nalaga, pol pa se nam zgodi, da imamo še kako poškodbo in jo pač na hitro malo nekaj saniramo, ker seveda hočemo biti čim bolj aktivni, čim več aktivni, ker ne moramo biti pri miru. In se nalaga in mislim, da ste že dojeli moje bistvo, pol pride do globoke zategnjenosti, do tistih mišičnih vozličkov, ki se naredijo, do adhezivnega tkiva, ki se naredi. In točno na tem mestu pa pride v poštev masaža. Tako da pri masaži, kar takole naredila, pri masaži je ena najbolj osnovna stvar to, da mi sproščamo tiste kronične stvari, ki so že res dalj časa prisotne v naših tkivih, ki jih telo samo od sebe, če bi jih že odpravilo, dragi moji. Dobro veste, da ko vas včasih nekaj boli, vas boli par dni in si rečete, pa saj bo minilo, saj to bo telo zrihtalo. Pol pa to že en teden, pa en mesec in to se kar nalaga. In iz tega vidika je pomembno, da mi te stvari odpravljamo pravočasno, da za te stvari gremo na masažo ali pa si sami zrihtamo pravočasno tiste napetosti. Zdaj, tule imate miofascialne vozličke omenjene, mislim, da tele vozličke, tu so najbolj tipični, recimo tele vozličke tu vsi poznamo ali pa zadnji med lopaticami. Zdaj, če govorimo recimo o tkačih pohodnikih, bi rekla recimo stopalni lok je tipičen, dosti ljudi, ko pokrči prste na stopalih, jih kar začne recimo grabiti krč. Mečne mišice, pogosti krči v mečnih mišicah, čeprav vzroki so lahko tudi zelo različni, zakaj pride do teh krčev. Mišice zadnje lože, tudi tam se ogromno vozličkov pojavlja. Stegenske mišice, sprednja stegenska mišica, sem glih imela, zdaj bo že kak mesec dni nazaj, mesec pa pol, ko me je koleno bolelo, ampak zaradi prevelike napetosti vastus lateralis, torej tale zunanje mišice na sprednji stegenski mišici, in take stvari se potem začnejo nabirati. In točno zato je pomembna masaža. Zdaj, tule imate še eno čudo omenjeno, vidim en komentar, bom reč kar takoj pogledala. Super, Darja je napisala, bom se vrnila nazaj, Darja je napisala, sama tudi vedno svetujem, da je raztezanje zelo pomembno, da če nimajo časa za gibanje, naj se vsaj raztezajo. Se absolutno strinjam. Glih zaradi tega, ker mi veliko sedimo, predvsem pri ljudeh, recimo, ko niso toliko športno aktivni, ljudje veliko sedijo in je izjemnega pomena, da se tudi oni raztezajo. Se tudi krepi, absolutno tudi krepitev, to je enkrat ena, ampak oboje. Eno in drugo je pomembno. Plus sprostitev tistih vseh globokih tkiv, ki smo jih zdaj omenjali. Zdaj pa, ker smo omenjali vsa ta globoka tkiva, pa te vozličke, o katerih smo se pogovarjali, nas pa še zanima, kaj zdaj pomeni to adhezivno tkivo. Kaj pa to? Bom tako razložila. Zdaj, pogosto slišimo ponavadi ta izraz, da pride do adhezivnega tkiva, ampak noben nikoli ne ve razložiti, kaj je to. Adhezivno tkivo nastane v fazi celjenja. Torej, ko se mi poškodujemo, ko imamo nekje neko rano ali pa si zvijamo gleženj,
ali pa se vdarimo v koleno, ali pa, ne vem, hodimo po hribu navzdol, pa nam zdrsne, pa pademo na zadnjico. Led, zdaj se bo začela sezona snega, pa bo zelo veliko padcev na ta zadnjo, pa bo trtica bolela, pa bo zadnjica bolela, pa bo ful do enih stvari prišlo. Tek z vini gležnjev, tipična stvar. Kaj še takega? Jutri bomo govorili tudi o kurativi, o tipičnih tekaških pa pohodniških poškodbah, pa kako preprečiti to, tako da jutri bo še spet zanimivo, bomo konkretno šli čez posamezne teme. In glih pri vseh teh poškodbah pride do adhezivnega tkiva. Zdaj, zakaj pride do tkiva? Naše telo v določeni meri te stvari regenerira. Tako da, naše telo je zelo pridno, ampak v določenih primerih pa pri regeneraciji, pri celjenju pride do prevelike proizvodnje kolagena. Kolagen pa vemo, da je tisto, ki našo vezivno tkivo, recimo, če imamo zdaj na roki neko brazgotino oziroma da smo se urezali, in to bi bilo, kot da bi naše telo to preveč zabrazgotinilo. In to se velikokrat znotraj našega podkožja, naših tkiv dogaja, kjer mi v bistvu vizualno tega sploh ne vidimo, ampak zatipamo velikokrat, da je nekje neka bunkica prisotna ali pa da je tako, da je malo, če si predstavljate kako brazgotino, ki je tako zelo grdo zašita, no, na tak način se ponavadi tudi tipa v posameznih tkivih, ko prihaja do tega adhezivnega tkiva. Ali se pa čuti recimo kot en pesek dostikrat, ali se pa čuti kot eni mehurčki, kot da bi jih bilo treba počiti, ko je več takih mehurčkov. Ali pa se čuti kot sand, kot pesek, vem, da se dostikrat tudi opisuje to. V glavnem, teh opcij, kako se čuti adhezivno tkivo, je ogromno, zaradi tega, ker imamo na različnih predelih telesa tudi ogromno možnosti, da pride do tega. In ja, iz tega vidika, dragi moji, je pomembna masaža. Se pa verjetno sprašujete, kako zdaj to vpliva na vaše telo, vpliva na način, če se boste vi raztezali, vam adhezivno tkivo ne bo dalo raztega. Vi boste se lahko trudili raztegniti, koliko boste želeli, ampak če tega adhezivnega tkiva, mišičnih vozličkov ali pa dostikrat tudi recimo vezivno tkivo v fascijah ste zdaj zelo veliko slišali, no, to je vse s tem povezano tudi. Če se to ne sprosti, če se to ne razlepi, mogoče na tak način lahko rečem, pač bo tisto vlekel in razteg bo premalo za sproščanje tistih struktur. In zato je izjemnega pomena, da se gre vsake toliko tudi na masažo. Da ne govorim o vseh ostalih pozitivnih učinkih masaže, od sproščanja pozitivnih hormonov do konec koncev povečane cirkulacije, preventive spet pred poškodbami, izboljšane regeneracije. Prej sem vam govorila, da je manj muskelfibra, če greste, seveda isti dan govorim, na masažo, ali pa da se sami izvaljčkate doma, kot omenjeno, v sredo delamo samo masažo, četrtek delamo pa masažo. Že imam, sem že v nizkem štartu, da zrihtam ene srečne nogice v četrtek, da vam pokažem, kako. Tako da nas čaka zanimiva tematika še tekom tega tedna. Okej, kaj pa funkcionalna masaža in pa cupping z raztezanjem? Cupping z raztezanjem bomo delali v sredo, zato ker želim, da ste vsi priča temu, koliko si sami lahko kake stvari sprostite. Pri cuppingu se gre za masažo, v bistvu lahko rečem za sprostitev tkiv, torej za raztegnitev tkiv, za miofascialno sproščanje, mogoče boljši izraz, plus istočasno, ko so ventuze nameščene na tisti predel, bomo naredili določene raztege. Glih zato, da povečamo, da mišico in sprostimo in povečamo določeno prožnost tkiva. Tako da, naredili bomo eno z drugim. In to vam razlagam zato, ker je izjemno učinkovito, ker zajamete obe točki. In masažo in raztezanje. Tako da, ja, to bomo delali v sredo, ker je kombinacija obojega. In je fajn. Pa tudi učinek bo takoj. Ne, dejansko takoj, kako se par ponovitev tega naredi, se pozna razliko. Funkcionalna masaža. Zdaj, funkcionalna masaža pa pomeni, recimo, tako, če bi jaz recimo masirala, ali pa dajmo reči bolj tipično, tele mišice na podlakti, to vam lahko najhitreje pokažem,
ko masiram tele mišice na podlahti, zdaj tele mišice delajo, da se vidi, fleksijo prstov, torej pokrčijo prste pa zapestje navzdol. In funkcionalna masaža pomeni, da nekdo masira in istočasno pol izvede razteg te mišice. Torej, na tak način pomasira, torej pomasira dol pa izvede razteg. Pomasira dol, izvede razteg. In na tak način, bom rekla, da tudi tkivo raztegujemo, pa masiramo hkrati. Je tudi ena izmed učinkovitih metod, da se zajame v bistvu obe, in raztezanje in masaža. Okej. In še ena misel za na konec, ker ta trenutek mislim, da ste že vsi ugotovili, da je to, da če se raztezate, ne potrebujete masaže, en mit, ker ki ni resničen, ampak je pomembno, da sta raztezanje in masaža nista konkurenčni, temveč sta komplementarni tehniki. Ena in druga se zelo lepo dopolnjujeta, kot ste ugotovili, in fajn je, da se tega zavedate in ne samo, da se zavedate, da tudi to počnete. Iz vidika preventive pred poškodbami, iz vidika boljšega počutja, lažjega gibanja, večje svobode tudi v lastnem telesu, tako da toplo vam priporočam, da se osredotočate na obe zadevi plus na krepitev. Tako da 3 stvari imamo, pa seveda, da ne menjaš prehrane pa dovolj spanca. Tako da to imamo en tak kompleks vsega. Ker kot veste, tudi pri prehrani, pri vsem govorijo, najslabši so ekstremi, da samo eno stvar delamo, najboljše pa je, da v bistvu delamo vsega po malo, da v bistvu pokombiniramo, vsako stvar malo vključimo, zato da v bistvu delamo na celoti, bom rekla. To je za danes to. Tisti, ko še ne veste, imate nagradno igro na mojem Instagramu. Ja, glavno nagrado, ki jo lahko dobite, je program za celotno drugo leto, tako da 12-mesečni program delavnic, v bistvu to je 12 delavnic, vsak mesec je druga tema. Januarja začnemo z bolečinami v križu in vse skupaj bo narejeno na način, da bomo seveda za začetek bomo z neko osnovno bolj simpel teorijo začeli, pol nas čaka en dan raztezanje, en dan bomo, oziroma raztezanje in pa krepitev, en dan bomo delali samo masažo, pa en dan samo, torej masažo, da nekomu drugemu pomagamo na tak način. Tako da, ja, drugo leto nas čaka ogromno ene nove vsebine, zato ker tudi meni manjka, da vas čiste laike, tako bom rekla, tisti, ko mogoče niste s področja masaž, ko niste maserji, ko niste fizioterapevti, malo bolj izobrazim o tem, kaj vse obstaja in kako lahko sami sebi pomagate, ko vas že nekaj boli, ali pa preventivno, da vas ne bo bolelo. In se mi zdi pomembno, da se več govori o tem, da, dragi moji, sami sebi lahko najbolj pomagamo. Sami sebi smo ponavadi lahko največji zdravniki, ker vemo, ker čutimo sami sebe in vidimo takoj na rezultatu, ali nekaj špila pri nas, ali nam nekaj pomaga ali ne. Tako da, s to mislijo bi danes zaključila. Hvala vsem, ki ste bili z mano, ste se kar v lepem kupčku nabrali. Jaz bom tale video posnetek, kot že omenjeno, objavila znotraj adventnega koledarja, pa malenkost ga bom obrezala, zato da teh vmesnih vsebin praznih ne bo noter, tako da bo res ožan video in pa hvala vsem še enkrat, ki ste bili z mano, se vidimo jutri ponovno naprej, ko bomo govorili o najpogostejših poškodbah pri teku, pa ter pri pohodnikih, ter kako v bistvu narediti na preventivi, da do teh poškodb ne pride. To zajema tudi konec koncev tiste, ko že imate kaj od tega, ker bomo veliko delali tudi na tem. Okej, lepo bodite, lep večer vam želim naprej in pa res vam iz srca vsem hvala, da ste ostali z mano kljub tehničnim težavam, ker ja, pač tehnika. Včasih se lahko ne zavzamemo, včasih se lahko zanesemo, včasih pa pač ne. Tako da, delala vse, prišli smo do konca današnjega dne, tako da želim vam še čudovit večer naprej in se gledamo jutri ob 8 zvečer na vseh socialnih omrežjih naprej. Čudovit večer, čau!